Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o članku, ki sem ga opazil z naslovom Zgodnje učenje, dolgoročna škoda. V tem članku avtor pojasnjuje, kako je škodljivo, če se prezgodaj začne otroka učiti določene stvari. Predvsem glede branja, pisanja, matematike in podobnih stvari. Kako potem lahko to čez nekaj let, oziroma kako to zanesljivo čez nekaj let pripelje do tega, da otrok zaostaja v učenju, da ima težave z učenjem. No, glede tega bi podal svoje mnenje, in sicer bi pojasnil, da otrok je naravno učljiv. Otrok je naravno vedoželjen. Opazuje svojo okolico, absorbira informacije, preizkuša stvari in na ta način se uči na naraven način. Potem pa je vprašanje seveda učnih pristopov. Kajti učenje določenih stvari, ko otroku želimo podati neko znanje, lahko uporabljamo določene učne pristope, ki so za otroka zelo omejujoči in jih travmatizirajo. To so klasični učni pristopi, ko se otroke izobražuje na ta način, da morajo na miru sedeti, poslušati neko odraslo osebo, se učiti iz knjig. Pri takem učenju se otroka zelo omejuje, ne pusti se mu svobode, da bi se sam odločal glede tega, na kakšen način se bo učil, kaj se bo učil. In zunanje osebe so tiste, ki otroku diktirajo, kaj se bo učil in kdaj in kje in na kakšen način. Gre torej za precej prisilni način učenja. In ravno to je tisto, kar otroka sabotira. Ni samo zgodnje učenje po sebi tisto, kar je za otroka prezgodaj, ampak je odvisno od tega, na kakšen način se otrok uči oziroma na kakšen način otroka učimo. Jaz se že 15 let ukvarjam z proučevanjem psihologije na zelo poglobljen način, v povezavi tudi z duhovnostjo. In lahko rečem, da je zelo malo razumevanja na področju univerzitetne psihologije ali pedagogike, kako se dejansko otrok razvija, kako se razvija otrokov In zato seveda pride do takšnih člankov, ko se straši starše in se jih svari pred nekimi stvarmi, ki niso resnične. Na osnovi teh spoznanj, kako se razvija otrokov pa je bila tudi razvita inovativna učna tehnologija, ki se imenuje Tehnotutor in omogoča, da se otroci že tam nekje od starosti 3-4 let naprej začnejo učiti na povsem preprost, nevsiljen način, v svojem lastnem ritmu, črk, besed, pomenov besed, da na ta način razvijajo temeljne veščine. Kajti tisto, kar mnogi ne vejo, je to, da je v obdobju od 1 do 3 let tista faza, ko otrok absorbira simbole.
simbole v smislu črk, številk, besed. In ti simboli so kot semena za razvoj otrokovega besedišča v nadaljnji starostni stopnji od 3 do 5 let. Če se to obdobje zanemari, če se otroku prepreči možnost, da se uči, da absorbira simbole, potem ga dolgoročno sabotiramo. Marsikdo ne ve, da povprečna odrasla oseba izkorišča samo en potencial od vseh potencialov, kar jih lahko ljudje aktiviramo. Če se otroka uči na določen način, še posebej v zgodnjih letih in še posebej z pomočjo učne tehnologije TechnoTutor. Ne zavedamo se, kako izjemne sposobnosti lahko ljudje pridobimo, če te stvari razumemo in če se k vzgojnem in izobraževalnem pristopi na drugačen način. Naš inštitut za razvoj izobraževanja, Mali genij iz Maribora, je zastopnik za to učno tehnologijo TechnoTutor in vse starše in pedagoge, ki jih zanima, kako maksimalno razviti potenciale otrok brez dolgoročnih škodljivih posledic, te vabim, da nas kontaktirajo, da jim razložimo to znanje in da preizkusijo to učno tehnologijo. Povezave do naše spletne strani, do naših kontaktov in do te učne tehnologije pa najdete lahko v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.